Mislim, da sem videl tako, kot vsi. Hrvaška je bila boljša, zmagali so zasluženo. Mi smo v prvem polčasu nekako, mislim, Hrvaška je imela veliko priložnosti, ampak mi smo imeli 2-3 kontre, ker smo mogoče bili blizu tega, da bi zadeli, ampak nažalost je bilo, kakor je bilo, ni bilo dovolj. Nismo bili na nivoju take tekme in še enkrat lahko čestitam Hrvaški za zasluženo zmago. Ja, vsaj nekaj za dodati v enem sjajni atmosferi, res v veličastveni atmosferi smo bili deklasirani. Poraz, ki bi lahko bil še višji, res si nismo popolnoma nič zaslužili. Na koncu koncev Hrvaška, ko se je razigrala, smo lahko samo še gledali in čestitam Hrvaški in samo dokaz današnja tekma, da je Hrvaška najboljša v naši skupini in da zasluženo vodi v naši skupini. Še enkrat čestitke na visoki zmagi Hrvaške. Hvala. Ja, mislim, to mogoče sodnik na določenih faulih tudi spregledal kakšen karton, ampak sigurno bi lahko bili in bi mogli biti bolj agresivni in kakšen rumen karton že pred. Ampak nažalost se pravim, zdaj tekme konc, zdaj smo lahko pametni, zdaj lahko razlagamo. Med tekmo je treba pokazati, med tekmo je treba narediti svoje, po tekmi govoriti je prepozen in treba gledati naprej, treba je probati gledati čim bolj pozitivno. Čakajo nas še 4 tekme v tej skupini. Bomo videli v naslednjem dnevih, kaj se bo zgodilo, ampak to danes res ni bilo za nikamor. Mislim, normalno, to ni samo to tekmo, to je vedno. Nekako probaš dati določeno energijo, določen nasvet, če mogoče v tistem trenutku, zato ker prvi polčas je 45 minut je ostalo, zgubljali smo 1-0, glede na to, kako smo igrali. Nismo zaostali prav veliko in še je bilo možno tekmo obrniti, ampak nažalost v drugem polčasu nismo nekaj prav veliko spremenili, prejeli še 2 zadetka in tekmo nažalost, ampak zasluženo izgubili, ne vem, kako bi rekel. Treba je biti dovolj samokritičen, ampak mislim, da je bilo kar danes nekaj igralcev, ki so bili, oziroma večina igralcev, ki so bili pod nivojem, tako da zaradi tega pa ta zasluženi visok poraz. Razočarala me je cela ekipa, kako se je predstavljala v tem sjajnem nogometnem ambientu. Sicer nekaj posameznikov, ki so dali res vse od sebe, ampak velika večina pa ne. Razočaranje, reakcija se pravim, v nekem momentu moraš biti dovolj objektivni in samokritičen, ampak mislim, da Josip dovolj dobro ve, da je pač bilo to slabo in da na naslednjih tekmah tako v klubu kot v reprezentanci mora dvigniti tako kot večina, tako kot cela ekipa naš nivo, ne, in tole zdaj reakcija, ali je to levo ali desno, vsi skupaj smo bili že malo frustrirani in taka reakcija. Mislim, da ni zdaj to pomembno je, kako smo izgledali na igrišču in to je bila katastrofa. Ja, mislim, da je to bistvo vsega. Mislim, da je to bistvo vsega te skupine, da v tistem momentu, ko mi to uspemo, takrat izgledamo dobro, takrat lahko tudi premagamo Hrvaško in to zasluženo. V tistem momentu, ko pa enostavno nismo na tem nivoju, da bi celo naredili faul oziroma da bi preklinili nekaj, da bi vse skupaj se obrnilo v boljšo smer, takrat pač izgledamo to, ko smo danes izgledali. Ampak se pravim še enkrat, cela akcija, sicer z 4 točkami, ampak to danes res ni bilo na nivoju in imamo ogromno problemov in pošteno je, da sedemo, da se pogovorimo in da vidimo, v katero smer dalje. Ne. Na ta način sigurno dalje ne. V takšnih tekmah, v takšnem ambientu, namesto da bi bil to veselje, da lahko igraš take tekme, da priješ do takega ambienta, da lahko igraš tako pomembno tekmo, je seveda tudi stvar malo karakterja. Ne. In na koncu koncev, ko je krenilo slabo, potem se najlažje skrivati. Ne. In
Jaz sem prvi tisti, ki nima se kaj skriva zaradi tega, ker še enkrat poudarjam, jaz se izbiram, jaz odgovarjam, ne, ampak pravzaprav vsako vaše vprašanje je naslovljeno na pravi naslov in je pravilno formulirano. To danes ni bilo na nivoju in v takem ambientu pa škoda, da nismo izkoristili tega, ker zelo malokrat se je igralo v zadnjem času Hrvaška pa, ko se je razigrala, to je seveda kvaliteta in individualna kvaliteta in ekipno in na koncu koncev so pokazali res svojo kvaliteto, mi pa smo zaostajali ves čas. Pa sešteva točke, pa gledati na katero mesto je, dokler na tak način zgledaš na igrišču, je popolnoma brez veze. Mi moramo na nek kakovostnejši način rešiti problem, ki je že prisoten nekaj časa. Obrnilo se je že par selektorov, ki vsi imajo svojo kvaliteto, ki vsi so že dokazani v svojem poslu. Na koncu konca pa gre vse skupaj samo dol. Kvalifikacije še pa niso končane. Ne? Kvalifikacije še niso končane, 4 tekme so še in na koncu moraš biti optimist, ampak tudi realen in tu je treba seveda zdaj potegniti neke poteze, da bi ustavilo vse to skupaj. Upam, da ta poraz je nekaj, kar bo nas zbudil vse skupaj in ne nekaj, kar bo pomenilo še, da tonemo še globje. Ne? Ja, ne, sigurno, da je to sploh za Slovenijo nekako v naši reprezentanci je to mora biti glavna stvar, zato ker sigurno po kvaliteti nismo isti kot te večje reprezentance, ampak po borbenosti pa potem bi pa mogli biti na višjem nivoju. In nažalost, kjera tekma ni na tem nivoju, kjera tekma je na tem nivoju, tako da težko je tudi povedati, zato ker danes prav gotovo to ni bilo tako, ampak kakšna tekma nazaj je bilo to tako in to razumeti, zakaj je to tako, zakaj na določeni tekmi je mogoče, na drugi pa ne, je težko razumeti, zato ker jaz mislim, da vsak pri sebi, tudi če mu ne gre, bori se skozi lahko in na koncu teče se skozi lahko in tudi če ti ne uspe podati žogo, faul se skozi da narediti. In to je pač to in to ne razumem, zakaj, kdaj je, kdaj pa ni. In to je nekako tudi mislim, da naš največji problem, da v določene tekme gremo in se pokažemo v taki luči, kakor smo najbolj borbena ekipa na svetu, v določene tekme pa če nismo na tem nivoju, pač pokažemo, da nismo dorasli taki tekmi. Mislim, da pač po taki tekmi, ko pridemo vsi v garderobo, ni prav pametno veliko povedati, zato ker karkoli boš povedal, glava je vroča in sigurno pa so določene stvari, ki jih moramo fantje med sabo rešiti, se pogovoriti, ker selektor govori, da je odgovornost njegova, ampak odgovornost je tudi na naši strani in tukaj je bilo to akcija, je bilo 25 fantov, in mi med sabo pač se moramo nekako zmeniti, pogovoriti in si povedati, a si res kaj želimo narediti, a pač želimo samo prihajati sem zato, da noben ne bo rekel, da ne pridemo. In to mislim, da ni prav način in normalno, da jaz sem prihajam željo, da bi se vrstil na svetovno prvenstvo. Lahko govorimo, koliko je realno, da bi Slovenija bila 3., 4., 2., 1. Pač za mene, kjerkoli bom igral, kadarkoli bom igral, je realno, da bom pač se uvrstil na tisto tekmovanje, kjer pač bom. In jaz Slovenijo vidim tako, vem, da je težko, vem, da ne bo lahko, ampak imam ogromno željo in verjamem, da fantje so tega sposobni, ampak sem rekel, določene stvari bomo mogli razrešiti med sabo prav gotovo in vsako tekmo iti, kakor smo šli prvo tekmo proti Hrvaški, kakor smo šli tekmo proti Poljski doma, ker so bile tekme in smo pokazali, da lahko in problem je mogoče v nam samim, ni odgovoren selektor za vse skupaj, kar se pač dogaja.